Zdi se, da se je neka ženska s Floride zelo mudila, saj naj bi zapeljala vsakogar, ki ji je stal na poti. Kaj je narobe s tabo? Kaj je? Sprašujem te. Pojdi ven. Stani. Ven. Au. Boli me. Au! Vključno z namestnikom šerifa. Nisem udarila nikogar. On je moj prijatelj. Poznam tega fanta. Si jo videla šepati? To je bilo zaradi tvojega avta. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Milner. Da vam dam nekaj konteksta. To je bilo precej nedavno. Zgodilo se je to preteklo velikonočno nedeljo. Namestnico, ki je bila zadeta, so celo morali odpeljati v bolnišnico. In vendar, na nek način, voznica, ki naj bi jo zadela, ni več za zapahi. Ni. Moram po svojo torbico. Au. 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 Zakaj me boliš? Pazi na glavo. Moram vzeti svojo torbico. Kako smo sploh prišli do te točke? Pojdimo malo nazaj. 5. april 2026. Smo v Longwoodu na Floridi, mestu, ki je manj kot 30 minut severno od Orlanda. Okoli 10:30 tistega jutra prejmejo klic na številko 911. Klicatelj želi prijaviti voznika, ki je izgubil nadzor nad vozilom. 911. Potrebujete policijo, gasilce ali reševalce? Potrebujem policijo. Sem na South Ronald Reagan Boulevardu v Longwoodu. Rdeči džip me je pravkar poskušal izriniti s ceste. Vozijo popolnoma nepredvidljivo. Ali se lahko ustavite ob cesti? Pogovorite se s policijo. Ja, trenutno sem z njo na rdeči luči. V redu, ampak kje želite srečati policista? Rad bi, da policist ustavi to gospo. Zdaj bo na Dog Track Road v Longwoodu. Vozi popolnoma nepredvidljivo. Ljudi izriva s ceste. Vozi preblizu drugim vozilom, nenadoma zavira. Poskušala me je izriniti s ceste, ker sem imel v avtu 3 otroke in sploh se ne zmeni za nikogar. Je v rdečem džipu Cherokee. Zdaj, tukaj je, kar smo izvedeli iz poročila o incidentu. Tistega jutra je bil na cesti tudi policist, ki takrat ni bil v službi. Poročilo navaja. Približno ob 10:30 sem bil parkiran na Dog Track Road in sem blokiral desni pas zahodno vozečega prometa, da bi vozilom omogočil nemoten izhod iz parkirišča na Dog Track Road. Pomembno je omeniti, da so bile moje modre luči vklopljene, medtem ko sem bil na mestu. Vendar sem izklopil kamero v vozilu, ker je šlo za nalogo izven službe. Medtem ko sem bil na mestu, je eden od članov parkirne službe začel kričati in me klicati. Pogledal sem ga in jasno slišal, kako je rekel, ona me je pravkar zadela. Poročilo kot voznico navaja Jill Sine. Vendar pa tudi piše, da sem Jill večkrat ukazal, naj ustavi svoje vozilo. Jill me je nato pogledala naravnost v oči, obrnila volan v levo, v smer, iz katere sem prihajala, in pospešila. Medtem ko je Jill pospeševala, je domnevno zadela namestnico v koleno in še vedno ni ustavila. Torej, poglejmo, kaj se zgodi, ko jo policisti iz policijske uprave Longwood ujamejo. Stani. Kaj počneš? Kaj je narobe s tabo? Kaj te sprašujem? Pojdi ven. Pojdi ven. Au. Stani. Boli me. Au. Veš, koliko ljudi si zadel z avtom? Nisem zadela Hela v parkirišču. Zadel si varnostnika in mene. Kaj je narobe s tabo? On je moj prijatelj. To si zaslužiš. Nisem ga zadela. In potem si ti zadel mene. Nisem te zadela. In potem si me v avtu udaril in brcal. Zakaj mi to delaš? Au, poškodoval si mi roko. Kaj je narobe s tabo? Samo poskušam priti domov. Torej pri tem zadeneš vse. Ne, samo poskušala sem priti ven. V redu, kaj pa to, da si jo udarila in brcala? Zakaj mi povzročaš bolečino? Kaj je narobe? Zakaj ne morem preprosto oditi? Sedi v avto. Tako to ne deluje. Kaj se dogaja? Ne, ena. Mislil sem, da je moja strast. Ne grem v tvoj avto. Poglej tole. Zelo je Zdaj bo obdržal moj avto, dokler ne bo vse jasno. Daj, kje je moja torbica? Vse, kar potrebuješ, boš dobila v trenutku. Zakaj me pelješ ven? Ne, počakaj. Moja torbica je tam notri z mano. Kaj počneš? Naj opravim Sedi v svoj avto. prvi klic. Sedi Ne, v avto. spustite me. Če ne Gospa, boste vstopili, vi vas bodo popršili s popravim razpršilom. Dovolite mi. Pojdite v avto. Pojdite v avto. Ne, dvigni nogo in pojdi v avto. Ne, ne. Ampak mislim, da vsak. Pojdni nazaj v avto. Pusti me. Pusti me, da te celo stisnem stran. glede tega. Torej Da bo bi ga nekdo lahko dal udaril samo moj noter, avto. ga povleče čez. Povleci jo čez. Naj premaknem svoj Voziček, avto. prosim, naj premaknem svoj avto. Ne skrbi za svoj avto zdaj. Morava v tvoj avto, zmoreš. Kaj pa delaš? Napadajo me. Moram vzeti svojo torbico. Pojdi v... Ne, pojdi Pojdi v po avto. žrezke. Se šališ? Avto. Au! Au!
Po poročilu o aretaciji Jill ni upoštevala mojih zakonitih ukazov. Segla sem v vozilo Jill, da bi odklenila in odprla voznikova vrata. Medtem ko sem poskušala odkleniti vrata, me je Jill začela udarjati in praskati. Ko sem končno uspela odpreti vrata, sem segla noter in prestavila avto v parkirni položaj, saj je bil še vedno v vzvratni prestavi. Jill je začela brcati in z rokami udarjati mene in narednika Briana. Ko sva uspela prevzeti nadzor nad Jill, sva jo odpeljala iz vozila in jo položila na tla, kjer sva jo uklenila v lisice. Toda Jill ustraja, da ni vedela, da jo policisti poskušajo ustaviti. Au, au! Zakaj mi to delaš? Pazi na glavo, moram vzeti svojo torbico. Jezus, reši me. Prosim, Jezus, reši me. Reši me. Kaj se dogaja? Mi lahko, prosim, pomagaš sesti po konci? Samo, počakaj, samo mirno. Mi boš pomagal sesti po konci? Drži se, samo preverjam, kako si. Daj mi 1 minuto. Boli mi. Ne bolite, sprosti se. Zelo so me poškodovali. No, Moraš poslušati in narediti, kar moš. Dajno. moram vzeti svojo torbico iz avta. No, Šli jo bomo iskat. Za vas, vi se boste za trenutek sprostili. ne vem, mi boste pomagali? Ja, tako, sedi. Kaj? Kaj počnejo? Samo sprosti se. Nočem, da mi razbijajo avto. Dobro, dobili se. Evo, samo za vse Nočem. bomo poskrbeli. Sam preveriti sem hotel. Kako si? Kaj se dogaja s tabo? Ne vem, zakaj. Napadli so me. Kdo te je napadel? Tista punca, ona je grozna. Napadla me je in tisti fant mi je uničil avto od znotraj. Samo poskušala sem zapustiti cerkev. Nisem hotel zadeti tvojega varnostnega pasu, ampak takoj, ko prideva ven in ti poskušaš držati svojega. Zakaj si ga stegal? Zlomil si moj varnostni pas. Zakaj? Ker nočeš izstopiti iz avta in si udarila namestnika za to. Naučil se je, da je Kako naj to storil zdaj Jezus. vozim brez Stari pri varnostnega spomladanskem pasu? prevodu. Včasih sem šel noter. Zdaj imaš večje skrbi. Zakaj jih nisi ustavil? Ko so bili za tabo z vklopljenimi lučmi, zakaj se nisi ustavila? No, nisem vedela zakaj. Oni so bili zakaj. Ne, to ni tvoja odločitev. Nisem prehitro vozila. Karkoli. Ali se ustaviti ali ne. Ko so za tabo modre luči in te policija poskuša ustaviti, se ustaviš. Nisem vedela, zakaj so me želeli ustaviti. Ni pomembno. To vam lahko razložijo po ustavitvi, ampak morate se ustaviti. Niso. Obrnili so me na tla sredi ceste in me pritepli. Ne spomniš se vsega, kar se je zgodilo v cerkvi? Nič se ni zgodilo. V redu. No, veliko ljudi je, ki pravijo drugače, prav? V redu, sam počakaj. To... Ne, šla boš v zapor. Zakaj? Ni naredila ničesar narobe in nima pojma, zakaj so jo ustavili. Zdi se, kot da se je počutila kot prava upornica. Ja, Na res najnem bi moral. telefonu. In druga punca. Punca je stekla v svoj avto, torej Katera punca? druga punca. Je povozila Bera z avtom in mislim, da je povozila še eno dekle z avtom, kot da bi se premikala proti njej. Varnostnica? Ja? Mislim, da je bila varnostnica. Ja. Vidiš, lahko bi jo zasledovali. Naredi. Ne vem, to bo Berovo. Ko bo bolje. Zaračunaj dodatno za papir ali dejansko Baker. Ne vem. Gre za njen celoten Rekla odnos. je. Odnos je... Kaj je vse to? Nisem naredil nič narobe. nič Kaj narobe. misliš? Kaj si ti? Zakaj nisi ustavil? Ne vem. Ja. Zakaj? Nisem vedel zakaj. Poskušali so me ustaviti. In potem, tudi ko smo jo zaprli, je dala avto v vzvratno. In kričimo na njo, naj se ustavi. In se ne ustavi. In potem jo ujamemo in ona, Bear Pride Northern, ona poskuša vzeti njene varnostni pas dol. Ona noče vzeti in ga kar naprej pripenja nazaj. Rekel sem, naj gre vse k vragu. Jaz sem, da bomo odrezali, jo odklopil. In takoj, ko smo jo obrnili, je začela brcati mene in jo praskati po zadnjem delu glave in podobno. In takrat sem rekel pač, samo izvlekli smo jo ven. A je bil kdo ves čas z Berom ali si šel ti? Tako, videl sem. Ko smo dobivali klic, da potrebujejo pomoč, sem jih videl, kako so se vklopili. Videl sem, kako so se njene luči za avtomobilom prizgale. Rekel sem si, ja, sem za njimi. In tako sem zlahka sledil okoli Regana, mislim, vse. Sirene so bile vklopljene in vse. Rekla je sicer, da ni izvajala nobenih izogibajočih manevrov. Ni izvajala nobenih izogibajočih manevrov. Samo vedeti moram, ali smo? To moralo označati kot zasledovanje. Ni zvenel kot zasledovanje. Ne, ni izvajala nobenih izogibajočih manevrov, ni divjala mimo avtomobilov ali kaj podobnega. Preprosto se ni ustavila za nas. In potem smo imeli vklopljene luči in sirene, vidim, da je bila ta luč rdeča, rekel sem, v redu, vzeli si bomo čas. In potem je prišla z tiste strani ali pa z te strani. Uspelo nam jo je blokirati. Ko je to naredila, je začela voziti vzvratno. In takrat ji je uspelo priti do avtomobila. V redu, hvala za pomoč, gospod. Torej, ja, glede na vse, kar so mi povedali, ni bilo zasledovanja. Ne, sploh ni šlo za beg.
Samo vozila je počasi, a se ni hotela ustaviti. Ja, samo ena ekipa mora narediti blokado. Še pa vsi, si v redu? Ona je Čehinja. Tuleno je kar v redu, no. Z avtom me je zadela. Ampak to je vse to. Mislim, da si nisem obrijala nog, zato poglej stran. Takoj bom pogledala. Hej, oprosti. Tam imaš kar lepo modrico. Ja. Lepa modrica. Ja, pusti, da naredim sliko tega. Naredili bomo tudi prvo prijavo poškodbe. Sure be me. Ne, Na avtu imam majhno prasko. to je odšival pred časom. Kateri del avta te je zadev? Njen prednji odbijač na voznikovi strani. In potem v avtu sem mislila, da jo je zadela s kolesom. Kje je gospod? Tam zadaj. Nazaj tam? Northwind. Na zahodnem hodu ali izhodu? Mislim, da ja. V redu? Dobiš obtožbo za hujši napad. 107. Ko sem govoril z njo, Tam je je bilo. udarila nekega tipa. Kaj se je Kaj se je zgodilo? Jaz Ne vem, zakaj so bili tam. Poskušali so me ustaviti, kaj? Jaz ne. Vse to, pretepli so me. Vrgli so me na tla in me pretepli. Počakaj. Ja. Gre za kaznivo dejanje. Moral bi si ogledati. Tam je storila kaznivo dejanje, pobegnila je pred organi pregona in nato zadela policista. Ne. Ja. In moje sirene so bile ves čas požgane, od tiste steze do sem. Vidiš, si jim to povedala? Je z njo vse v redu? Prisaham pri Bogu. Terry, ne več kot 5 minut, preden se je to zgodilo. Moje dekle mi je pisalo in reklo, hej, kaj se dogaja? Rekel sem, zelo dolgočasen velikonočni dan, kot so vsi. Priklical si nesrečo prav zdaj. V 5 minutah. Tukaj, V 5 tukaj, minutah. ta tip. Ne, niti 5 minutah. Verjetno 3. Ta tip. Torej, ti pišeš poročilo? V redu? Velika roč je vedno loterija. Jill se sooča s številnimi obtožbami, vključno z begom oziroma izmikanjem policiji, napadom na uradno osebo, hujšim napadom na uradno osebo, hujši napad s smrtonosnim orožjem, pobeg s kraja nesreče, neustavljanje, ostajanje na kraju nesreče. Poleg tega upiranje uradni osebi z uporabo nasilja. Ampak ona še naprej vztraja pri svojem. V redu. Zbil jo je avto. Ta suhoparni seznam. tega ne bomo bu. Ne. Kateri čeven? Ni. Tega ne bomo počeli. Zakaj ne smem? Kako naj se sploh naučim? Kaj naj drži? Moram na stranišče, prav. Bi šla do našega tovornjaka. Tam po cesti imam šotor. Prav. Ali želiš? Pojdi do našega tovornjaka in tam odpri urnik, prijatelj. Bom šel peš. Samo preverila bom. Bolezen. Večji. Ja. Imam preveč opravkov. Moram na stranišče. Moral boš počakati. Ne morem. Hej, potem pazi. Počakaj. Lahko dobim svojo torbico? Prosim? Gospa, razumete, da greste v zapor, kaj ne? Zakaj? Zaradi udarjanja ljudi s svojim avtom in se na to niste ustavili policiji. Nisem nikogar udarila. On je moj prijatelj. Poznam tistega fanta tam. Si jo videl šepati? To je bilo zaradi tvojega avta. Njeno šepanje in velika modrica na njenem kolenu. To je zaradi tvojega avta. Se tega ne spomniš? Kdo? Namestnik, ki vstopa v reševalno vozilo, zato greš v zapor. torbica? Ne, mislim, da je v njenem avtu. Nisem nikogar udarila. No, veliko prič pravi drugače. Ne, In poškodba na njeni nogi nekako nakazuje, da je res. nisem nikogar udarila. V redu. Samo čakala sem, da zapustim parkirišče. Torej si samo nesrečna, nedolžna, napačno prepoznana oseba. Je to to? Napadli so me. Zdaj videl sem posnetek, samo vklenili so te v lisice, vse, kar si morala narediti, je bilo sodelovati. Mislim, ne vem, kaj se dogaja s tabo, ampak nekaj je. Tako so jo spravili Oprosti. Spravili so jo iz avta in jo položili na tla. Mislim, da ima nekaj odrgnin na Ampak rokah, ni nič ampak ni nič hujšega. hujšega. Stopite ven, stopite ven. Draga, niso. Videl sem posnetek, gospa. Noče. Prav, Ne bom se obrnite prepiral se. z vami, Vrgli prav? so me na Obrnite tla. se. Vrgli so me na tla. niste sodelovali. Poglejmo. Prosim, ne poškodujte. Ne več. Tiva ne razumem. Vrgli so Ne me vem, na avto. tisti novi. Videti je, kot da mogoče. V redu. Si kje poškodovana? Te kaj boli? Te kaj boli? Kje te boli? Vrglili so mojo glavo. Naravnost dol na. Mojo glavo naravnost dol na njo. Zdaj. Ali si opazil, da ni telesne kamere? Nihče ni udaril Ja. z glavo. Ja je, ja je. Ja je. Zakaj si raztrgal moj avto? Nisi hotela ven. Mislim, da ne. Mislim, to so vse modrice. Bolele so me. Ja, mislim, da to Ni ni od od tega. tega. Ona je celo poškodovana. Mogoče je bilo še kaj drugega. Videl sem krvavo zapestje, ko so To jo si videl. potiskali. Ampak ti voš, zapora. To je ne tisto, kar razumeš si videl tega. tukaj. V redu. Ker si udaril ljudi. S svojim avtom si jih Potem zadev, si ga potem si ga udaril, ga brcnil na tla, ampak on nočeš Želiš zamenjati te lisice? Kako je?
hokejsko parkirišče čaka, da pride notri. Hej, pobegnili bomo. Prosim, pusti me, da grem domov. Nisem naredila nič narobe. Tvoj dom danes. Danes bo tvoj dom za nekaj časa pri Johnnyju Polemu. Ne morem iti v zapor. Ne. No. Dajemo še enega gor. Otrok? Hej, Ostala zakaj bom se kar upiraš? z njimi. Zdaj Ker me nisi boli. nehala, saj si videla, kako je bilo Poglej prej. Prej, ne? Pomiri se in daj roko za Lahko hrbet. ostanem s tabo? Ostala bom s tabo. Zakaj to počneš? Boli Pomiri me se, roka. nehaj. Nahaj že vleč stran. Vi ste pa agresivni. Moji prsti. V redu. Zakaj? Zakaj je lepo? Ja. Tako si agresiven. Gospa, oddaljujete se od nas. Vi ste, čutim, Samo trudim da po se upirate. svoje, da bi prizadela. Vi me raztrgate. Če bi se sprostila, bi bilo veliko lažje. Kako naj se sprostim? Tako agresivni ste do mene. V redu. Ne morem. Nisem Mi naredila lahko nič samo odneseš narobe. ključ gor. Ostala bom s Ta je tabo. še vedno precej Ne ohlapen. zafrkni me s temi stvarmi. Ni ti treba, Jill. Jill, Jill, samo sprosti se, prav? Poskusi Kako se naj ne to napenjati. naredim? poskusi se ne Fantje te napenjati, napadajo. prav. Te napadajo, imaš moj kuč. Samo priskrbeli ti bomo tvoje fotografije. Jaz bom podvojil. Sanaje, kako ne zategneš? Spet. Naj sem. Pravzaprav jih zaklepam, da se ne morejo zategniti. Pravkar si ga zategnil. Vidim, kako lahko spravim prstja noter. Lahko spravim prstja noter. Premika se, zato jih pusti tako. Ne poskušaj premikati rok, prav? Po poročilu o aretaciji, Jill je uslužbenec parkirne službe pri cerkvi želel vložiti obtožbo. Namestnika, ki ga je domnevno zbil Jillin avto, so morali odpeljati v bolnišnico. Hej, poslušaj. Da, gospod. Zato pojdi na pregled. V redu. Lahko greš k... South Seminole je tukaj. Ja, kje je najbližji samostojni, mislim, brezplačni South Seminole? Prav. Takoj spredaj. Ampak, bolnišnica on je. V redu. Predo. Ja, pojdi to narediti. Če ti rečejo, da ne smeš voziti, mi sporoči. Drugače, če lahko voziš, potem lahko. To je neumno. Ja, ne vem, kaj je z njo. Kaj je njen problem? Nisem videl nikogar. Kaj mislite, tiste velike, modre luči, sirene in avtomobile, vse veste? Mislim, na parkirišču, ko ji rečem, naj se ustavi, gledam, kako zavije volan in potem pritisne na plin. In ona se tega sploh ne spomni. Ona je samo nedolžna žrtev. Mislim, ali lahko še vedno obtožimo, če ima zdravstveni zaplet? Ona nima zdravstvenega zapleta, prav. V redu, gasilska služba jo je pregledala. Mislim, da je bila samo malo. Mislim, da je Marija z nekim... In videl si jo, ko smo jo izvlekali iz avta. Lepo je. Nekaj se Ampak dogaja ko je z njo, rekla, ampak da to smo je- ji udarili glavo. Obitele. Ne. Ja, rekel sem, da nisi. Karkoli imaš. In tiste modrice so stare na njenih rokah. Ni bila poškodovana. Ali si na njej zaznal vonj po alkoholu? Malo Silo. Tudi steklenica za vodo v avtu diši po vodi. Jaz ne vonjam ničesar. Tudi jaz nisem. Ona se zagotovo obnaša čudno, ampak pravi, da ne jemlje nobenih zdravil, ne pije alkohola. Nisem jaz, nisem. Tu bo moral ugotoviti njen zagovornik. Kar se tiče vitalnih znakov, Kar se tiče steklenic, smo. Grem po njeno torbico. Imam njeno torbico. Imaš ključ? rad bi izvedel več o... Kdo ima zdaj ključ? Prav tam. Tukaj, dajmo vse to skupaj obdržati. Veš tisti kovinski material, tiste verige, ki jih ima. Rad bi to res dobro pregledal. Ona je zelo zaskrbljena zaradi tega. Tako da ne vem, mogoče je na kakšnih zdravilih ali kaj podobnega. V redu. Lej pokličem Derena. To je jebeno neumno, stari. Hej, zabaven velikonočni dan. Zabavna nedelja. Tukaj smo se imeli lepo. Veš mogoče, kaj Kristen počne? Poskušal sem jo dobiti.
Ja. Seveda. Zdaj moram sam to. No, v bistvu res želim povedati, kaj se dogaja. Tako da bom kar prepustil, dal ti bom informacije in če me pokliče nazaj, v redu. Torej, Medved je delala v Northland Church, Christina Bear in varnostnik je ustavljal. Urejali so promet in vozniku je govoril, naj ustavi, pa se ni ustavil in je dejansko zapeljal naprej ter ga zadev. Nič nasilnega. Rahlo ga je zadev. Christina, grejčja. Veš, ko sliš hrup in ta gospa se obrne in jo udari in ima kar precejšno modrico na kolenu. Še pa. Pregledujemo jo, gasilska enota jo je pravkar pregledala in je vse v redu. Veš, ni je treba prepeljati, ampak jo bom vseeno poslal v manjšo samostojno urgenco v South Seminole, da preverijo, če potrebuje rentgen ali kaj podobnega. Ženska na to pobegne, ampak ne gre za zasledovanje. Preprosto se noče ustaviti in sledijo ji. To sta Kristina in narednik iz Longwooda. In pride do 434 na Ronald Reagan, ko prihaja s pasje steze. In bilo je rdeča luč in ustavila se je. Tako so ji zaprli pot. In zavrnila je, da bi izstopila iz avta. Narednik iz Longwooda je prerezal varnostni pas, potegnili so jo ven, jo položili na tla in ji nadeli lisice. Ni bila poškodovana. Gasilska služba jo je pregledala in potrdila, da je v redu, čeprav je trdila, da so jo udarili v glavo. Vse te stvari. Toda njegova telesna kamera je pokazala, da je šlo le za spravljanje na tla in aretacijo. Tako se je zgodilo, ni bilo zasledovanja. Za blokado bomo izvedli interno preverjanje in Kristina gre samo za Bearovo poškodbo. Poškodovana je, bo. Izpolnila prijavo poškodbe in veš, bomo videli, kako se bo počutila jutri, ima kar precejšno modrico in je, veš, rahlo šepa. Ampak to je to. In to je bilo takoj to tem, ko sem govoril o tem, kako je bila to res počasna, tipična velikonočna nedelja. Kaj pa? Ja. Torej, to je to. Torej, ima neko manjšo poškodbo? Ni. Kar se zdi, da je v zadnjem času trend. Prišlo je do velikega razburjanja pri dogtracku in oprosti Ronald Reagan in 434 z vsemi avtomobili. Ampak to ni bilo zasledovanje, ni bežala ali kršila zakonov, samo ustaviti se ni hotela. In njena zgodba je taka. Ne vem, zakaj gre, nisem naredila ničesar. Ona je ženska srednjih let, nisem nikogar udarila, nisem se ustavila, ker nisem vedela, zakaj me poskušajo ustaviti. In so mi prerezali varnostni pas, me vrgli na tla in me pretepali, kar se v resnici ni zgodilo. Ampak to je to. Jill je bila pridržana v okrožnem zaporu Seminole in se je glede obtožb izrekla za nedolžno. Spletni sodni zapisi kažejo, da je bil 8. julija 2026 Jill razglašena za duševno in fizično nesposobno za sojenje in je bila izpuščena iz zapora brez varščine na podlagi lastnega jamstva. Hvala, ker ste poslušali to epizodo oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.